V tem videu potujem po vsem planetu, da bi našel nekatere najbolj eksotične živali na svetu. Od globokega, modrega oceana do zapuščenih mangrov in še dlje. Ampak tu je zanka. Ko se ta izziv nadaljuje, bodo živali postajale vse bolj ekstremne. To je pošast. To potovanje me bo pripeljalo do mojih skrajnih meja. Ampak obljubim vam eno stvar. Do konca tega videa se bomo soočili iz oči v oči z eno najbolj eksotičnih bitij na svetu. In če želite nekaj eksotičnega, imamo to. Ampak najprej so nas odložili na otočje v Južnem Pacifiku in moramo izslediti svojo prvo žival. Povezali se bomo z domačini, ker ti fantje najbolje poznajo te vode. In upam, da me lahko odpeljejo tja, kjer se skrivajo velike ribe. Imamo Andreja, mojega človeka, Marka, in imamo Andreja. Andrej. Zdaj mi morate naslednjih nekaj dni pomagati poiskati nekaj eksotičnih živali, prav? Ja. Redu. Fantje, vidite te fante? Oni me bojo vodili, fantje, do najbolj norih otokov. Načrt napada je priti do najbolj oddaljenih Deviških otokov. Gremo! To potovanje nikoli ni bilo namenjeno tistim slabim srcem. Prečkali smo ogromna prostranstva odprtega oceana in potovali z enega oddaljenega otoka na drugega. Tukaj je življenje tako surovo, kot je lahko. Torej, fantje, ko so tukaj na teh otokih, je to praktično vse, kar dobijo za pijačo, fantje. Gremo! Lovili smo svojo hrano in taborili na nekaterih najbolj nedotaknjenih krajih na svetu. Po noči ob tabornem ognju so fantje pripovedovali zgodbe o skrivnostnih bitjih in podvodnih velikanih, ki prežijo na kraju, znanem kot Deviški otoki. Po dneh potovanja se je otok končno pojavil na obzorju. Uspelo nama je, draga. Poglej tole. Juhu! Prišla smo na otoke, kjer se sanje uresničujejo. O moj bog, to mora biti ena izmed najbolj čistih vod, kar sem jih kdaj videl v življenju. O moj bog, to je razlog, zakaj sva zadnje 3 dni potovala, da prideva do tega kraja, fantje. Poglejte vodo okoli mene. Je kot ogromen bazen. To mora biti ena izmed najbolj čistih vod, kar sem jih kdaj videl v življenju, in to so Deviški otoki. Wow. Prišli smo do Deviških otokov, fantje. Zadnje 3 dni smo potovali in končno smo prispeli. Poglejte te razmere. Imamo turkizno vodo, bele peščene plaže, palme. In to je noro, človek. Tukaj živijo največje živali, fantje. Nedotaknjeno strani človeške civilizacije ali kakršnega koli naravnega vpliva. Nikoli v življenju nisem prišel tako daleč. Dobesedno imamo mladiče morskih psov ob obali. Jih vidiš? Poglej to. Majhen mladič morskega psa. Ga vidiš? Narava tukaj cveti. Ne skrbite, fantje, mislim, da bomo tukaj našli prave pošasti. Danes bomo potrebovali veliko časa v vodi. Potrpežljivi bomo morali biti in vse zvezde se bodo morale poravnati, da najdemo eno od teh pravih morskih pošasti. Čas je, da gremo v vodo in poiščemo velikane. Gremo. Juhu! Vidljivost je res dobra, fantje, in povsod je toliko vabe. Čas je, da gremo.
Ujel sem pasjezobo tuno. Ja, fantje, imamo tuno, poglejte to. Na teh otokih smo ujeli pasjezobo tuno, zaradi tega smo tukaj, fantje. Zadnje 3 dni smo potovali in zdaj imamo pravega pošastnega velikana iz globin. Videli ste, da so dobesedno valovi pasjezobih tun prihajali mimo. Bilo je noro. Moja oprema se je popolnoma zložila kot ležalnik, fantje, pri tisti veliki tuni. Ustrelil sem jo. Ta stvar je šla naravnost dol pod korale, poravnali smo sulico in opravili zadevo. In pripravljamo se na eno najbolj spektakularnih kuhanj z domačimi fanti. Brez njih tukaj na otoku to ne bi bilo mogoče. Torej, vstanimo in začnimo s tem. Gremo. Joj. Fantje, prepotovali smo tako daleč, prav zaradi te ribe tukaj. In želim vam povedati, zakaj. To je pasjezoba tuna in verjetno najbolj borbena riba v oceanu. Te stvari ti dobesedno uničijo opremo. Videli ste, sprožil sem tisti strel, riba me je povlekla okoli grebena, upognila mi je sulico in stvar je končana. Fantje, to je tudi edina vrsta tune, ki ima dejansko zobe. Imajo ogromne čeljusti in te ribe vladajo grebenu. Imajo veliko oko in zato pridajo ven samo po noči. To veliko oko jim omogoča, da zaznajo svetlobo, da se lahko prehranjujejo z veliko različnimi ribami. Te ribe so dobesedno sestavljene iz čiste mišice in so izjemno močne. Teh rib ne moreš ustaviti. To mora biti kralj oceana in uspelo nam je. Juhu! Po vsem, kar smo prestali, nam je ostala le še ena stvar. Skuhati tega orjaka iz oceana nad ognjem in si z domačini privoščiti pojedino. To je res dober človek. Wow! Poglej to! Imamo čudovito tuno. Mezo prav tam. Pojejmo to, draga. Toplo je, dimljeno je neverjetno okusno, človek. Prav, fantje, pridite, pomagajte mi priti do te ribe. Prav je, da delimo z domačimi fanti. Pridite. Kar naprej, draga. Našli smo eno neverjetno žival, a to potovanje se je šele začelo. Čakala nas je nova lokacija in vložki so se kmalu povečali. Na povsem novo raven. Pravkar smo pristali na najbolj norem terenu doslej, fantje. Prišli smo tja, kjer se ocean sreča z mangrovami. Imamo lok in puščico v roki ter nahrbtnik in zdaj bomo raziskovali. Za najbolj eksotične živali na svetu. Te živali mi lahko odgriznejo prste, fantje, ampak mi bomo tukaj streljali s puščicami in videli, kaj lahko najdemo. Kot lahko vidite, se je plima popolnoma umaknila. In tukaj imamo te nore mangrove. Iskreno nimam pojma, kaj bomo tukaj našli. Imam lok in puščico za vsak slučaj, če najdemo kakšno noro ribo ali kaj podobnega in tudi najbolj norga plenilca. Zdaj bomo sledili temu potoku, ker nas bo ta potok popeljal tja, kjer se bodo skrivale živali. Poglejte, kako čista je ta voda. Pravkar sem nekaj opazil. Pst, tukaj ima majhnega raka, ne. Poglejte majhne klešče. In te so dejansko za prijemanje. Ena bo dejansko samo trgala koščke mesa, res prevladujoča na eni strani, na drugi strani pa ima samo majhno kleščico. Pobral bom školjko in bomo nadaljevali z raziskovanjem. Zdaj vstopamo v gostejši teren. Pravkar sem nekaj opazil tam v daljavi. Stekel bom za njim, da vidim, če ga lahko ujamemo. Tam je. Poglej ga, to je noro. Ej. Ugriznil me je. Drži me. Ne, nočem ga več motiti. Sej vidiš. Leprak, prav, vrni ga nazaj. Zdaj smo res sredi dogajanja. Držimo pesti, upajmo, da ne bomo naleteli na krokodila, ker jih tukaj res imajo. Pravkar sem našel najbolj noro stvar doslej. To je noro, stari. To je vesoljec, pravi vesoljec. To je noro, vidite to zdaj. Poglejte, kako se tukaj hrani. To je res noro, človek. Komaj se lahko premikam tukaj. Mislim, da bom moral iti ven od tukaj in slediti tisti poti. Poglejte vse te stvari. Sporočite mi v komentarjih, ali bi vi hodili po tem.
grejo naravnost v spodnji del mojega stopala. Recimo samo, da ni ravno prijeten občutek. Tukaj je cela množica mladih hlastačev. Poglej jih. Vsi so pri mojih nogah. Wow, poglej to. Tukaj je še ena od teh stvari, ki izgledajo kot vesoljci. Poglej to, začne se tukaj, gre vse do vrha in potem vse do sem in tukaj se hrani. Sporočite mi v komentarjih, če kdo ve, kaj je to. Izgleda kot neka vrsta morske kumare ali nekaj podobnega, ampak je kot nezemeljsko življenje. Poglej to. Sploh ne vem, če bi se ga moral dotikati. Tam je nekakšna jata cipljev. Takoj ob teh mangrovah tukaj zgoraj. Ravno sem zgrešil celo tisto skupino, človek. Pravzaprav me je tukaj malo strah krokodilov, ne bom lagal. Gremo naprej, da vidimo, kaj še lahko najdemo. Vidiš? Iskreno sem šel ravno čez glavo tiste ribe. To je bilo tako blizu. Spremljali bomo te plimne tolmune vse do tiste police tam zunaj in mislim, da bo to dober kraj. Poglej to, poglej to, poglej to. Dobili smo ostrigo. To bo mala malca, mislim, da jo kar zdaj odpremo. To nam bo dalo nekaj energije, da nadaljujemo in vidimo, če najdemo še kakšnega plenilca. Dajmo to pojest. Z veseljem jih bom vzel. Nisem velik oboževalec ostrig, včasih so lahko malo blatne, ampak ta je bila slana, kremasta, šla je zelo lahko po grlu. Še vedno nismo našli velikega plenilca, ki ga iščemo, fantje. Praktično smo že prišli do oceana. Imamo vse te plimne bazene. Rad bi videl, če je tukaj kaj, kar ima pasti. Wow, poglej to. Poglej to stvar. To je velik pes. Imamo galeba. No, kakšen frajer. To je res velik. In še ves mlahav je. Prijatelj, imaš težave, kaj ne? Pojdi stran od tukaj. Sej veste, da obožujemo galebe, strelce, vodne pištole. Najdemo jih povsod. Ne morem jim uiti. To je najbolj čuden rak, kar sem jih kdaj videl v življenju. Ta stvar je dobesedno kot jaz. Najdaljše roke in noge ter najmanjše telo. To je noro. Prav, spustili ga bomo. Fantje, pravkar sem opazil raka. Zdaj sedi na robu svoje luknje. Če me opazi, bo šel naravnost nazaj v luknjo. Morali ga bomo ujeti in biti zelo, zelo hitri, ter ga poskusiti dobiti ven, preden gre v svojo luknjo. Sedi tam zgoraj pod tistim drevesom. Morali ga bomo ujeti in ga poskusiti dobiti ven. 3, 2, 1. Gremo. Kaj? Mrtev je. Kaj za vraga? Poglejte, to je majhna samica raka. Ona je mrtva. Kaj za vraga? Sprašujem se, kaj se je zgodilo. Še vedno ima sanca v sebi, a se ne premika. Sedela je prav tukaj. Bila je pripravljena, da se vrne naravnost tja dol v svojo luknjo. Iskreno, nimam pojma, kaj se je zgodilo s to punco. Lahko vidiš, da je to samica, ker ima ta velik žep, kjer nosi vsa svoja jajca. To je grozno, človek. Sovražim gledati te mrtve živali. Tega tam ne moremo pojesti. V njem bo preveč bakterij, parazitov in vsega ostalega. Zato ga bomo morali pustiti tukaj. Prepričan sem, da se bo na tem verjetno pogostil kakšen drug rak ali ribe in vse je tukaj okoli. Ja, tam notri so tudi neki polži. Oni bodo jedli tega raka. Prekleto, človek. Mislil sem, da je to bil naš rak. Sem se vrgal nanj in vse. V redu, morali bomo iti globlje v mangrove, da vidimo, če najdemo še kakšnega. Pravzaprav, fantje, v živalskem kraljestvu so ti raki nori. Kar bodo samci dejansko naredili, je, da se prisesajo na samice in potem grejo kar naravnost k stvari. Samica nima druge možnosti, kot da se pari s tem tipom. Torej, veliki samci tukaj, ki jih lovimo, v bistvu vladajo. Preprosto zgrabijo katerokoli samico hočejo in dobijo tisto, ki si jo izberejo. V redu, samo sledim temu potoku naprej. Vsi raki bodo dejansko prihajali in odhajali tukaj ob oseki. Pravkar sem opazil prekletega raka, stari.
Verjetno ga je ujela plima tukaj zunaj. Poglej ga, je zamaskiran, ga vidiš tam. Edini razlog, da vem, da je tukaj, je, ker spušča mehurčke. Ampak se je čisto potisnil noter. To bo dober boj. V redu, poskusil se bom prikrasti za njim in ga zagrabiti za klešče, ker ta stvar izgleda kot prava pošast. To je pošastni rak, človek. Odloživa na hrbtnik, postavi ga kar sem. O moj bog. To je pošast. Moj bog. Tako je močan. Ja, imam ga, moj bog. Tako je močan. Poglej to. O moj bog. Poglej to. To je prava pošast, ta stvar je ogromna. No, prav, nadaljujmo. Ja, poskuša me ujeti. Poglej to tam je vrhunski plenilec, stari. Poglej to stvar, poglej tiste kremplje. To je dobesedno kralj mangrovskega sistema tamle. Ta žival tukaj ima drugo najvišjo raven testosterona med vsemi živalmi na zemlji. Wow! Cel dan smo lovili to stvar in zdaj imamo pravo pošast. To tukaj, od tod prihaja vsa moč. Ti ogromni kremplji tam. S tem v bistvu zgrabijo svoj plen in praktično ubijajo vse. Zdaj imajo tukaj na vsaki strani teh 6 nog. Te ob strani tukaj, te špičaste, so tiste, ki mu dejansko pomagajo pri gibanju. In te plavalci zadaj, to so tisti, ki ga dejansko poganjajo skozi vodo. Imajo najbolj noro videti obraz, skoraj izgledajo kot vesoljci. Živijo v blatu in nekako je njihovo meso neverjetno sladko. To počnemo zdaj. Primemo to stvar, zakurimo ogenj in pripravimo vrhunsko pojedino. Gremo. O moj bog, ta lok in puščica se zažigata, jaz pa skoraj zagorim. Ogenj! No, v redu, tisto rakovico bomo oprali. Vidite, poglejte, kako rdeč postaja. To je noro, dejansko je imel pigmentacijo v svoji lupini in ko se segreva, bo spremenil barvo. Dobesedno iz rjave preide v živo svetlo rdečo. Ta rakovica je skoraj pripravljena. Dajmo ga dol. To je kot noro, svetlo rožnata barva. Obstaja samo en način, da to naredimo. Otrgali bomo največjo kleščo od vseh. To je ogromna klešča za naš obrok. In poglejte, kako je sočen. To smo res vrhunsko naredili, stari. Ogromna blatna rakovica. Gremo. Že smo našli nekaj najbolj eksotičnih živali na planetu, a tista, ki jo bomo lovili naslednjo, je bila razred zase. Juhu! Dobro jutro, fantje! In tukaj smo na tem neverjetnem otoku. To je noro, stari. Da zaključimo ta izziv iskanja najbolj eksotičnih živali na svetu. Tukaj ni mest, ni cest, ni človeške civilizacije na stotine kilometrov naokoli. To je divje območje. In obstaja razlog, zakaj nekatere najbolj eksotične živali na planetu temu kraju pravijo dom. Imam občutek, da bo naše zadnje odkritje najbolj neverjetno do zdaj, ampak najti to žival ne bo lahko. Danes zjutraj se počutim popolnoma izčrpanega in moje telo deluje praktično na zadnjih močeh. Torej, potrebujemo samo eno stvar. Dobili smo našo hitro poživljajočo džungelsko pijačo. Čas je, da odpremo to zadevo in jo spijemo. To bo energija, ki jo danes potrebujemo. Gremo. Si pripravljen? Na hitro smo si upomogli, pripravljeni smo, pejdimo ven, skočimo na čoln in začnimo raziskovati ta otok. Moramo najti veliko ribo in pripravili bomo noro pojedino, da zaključimo ta izziv. Gremo, stari!
V redu, voda je tukaj dobesedno modra kot Gatorade, zapustili bomo otok, začeli bomo raziskovati. Jaz in vi, zapuščeni otoki, kristalno čista voda. Zaradi tega to počnemo, človek. No, fantje, prispeli smo do globokega modrega oceana. Danes bomo uporabili tole zverino. Imamo veliko staro cev, skočimo naravnost v vodo. Globoko modro. Poglejmo, kaj je tam spodaj, draga. Gremo. Fantje, to je bil eden najbolj norih potopov doslej. In če želite nekaj eksotičnega, imamo to. Poglejte to, to je velikanska murenica, poglejte jo. Mora biti dolga več kot 1 meter. Videli ste, ko sem ga ustrelil, sem ga onesposobil, ugasnil luči, kar je točno to, kar želimo. Smrtni strel, ni čutil bolečine. Je dobesedno kot velikanski piton v oceanu. Poglejte barve na njem. O moj bog. To mora biti ena izmed najbolj norih živali, ki sem jih kdaj ustrelil v svojem življenju. Tukaj na teh otokih, fantje, nič od tega ne bo šlo v nič. Vzel bomo kos tega, vse to pa bo nahranilo domačine tukaj in bodo navdušeni. Res obožujejo jesti te murenaste jegulje. Nikoli prej jih še nisem poskusil, fantje. Torej bo danes prvič, da bom jedel eno od teh. To je bistvo vsega, fantje. Preizkušati nove vrste in jih deliti z domačini. In človek tam je ena izmed najbolj norih živali sploh. Podrobneje si bomo ogledali to žival, to mora biti ena izmed najbolj norih in najbolj eksotičnih živali, kar sem jih kdaj ujel v življenju. Izgleda kot morski piton. Ta stvar ima ene izmed najbolj norih zob in ust, kar sem jih kdaj videl v življenju. Imajo zobe obrnjene nazaj, ki dejansko zgrabijo njihov plen.
In potem, kar naredijo, je, da se zavrtijo in to dejansko odtrga, recimo, kos mesa. Ta stvar ima sposobnost, da mi odtrga roko. Tako noro je. V svojih zobeh imajo bakterije, ki bodo dobesedno okužile karkoli, fantje. Poglejmo si vzorec na tej živali. To je eden od razlogov, zakaj je tako eksotična. Poglejte te barve. To so barve, zaradi katerih se zlije z vsem koralnim grebenom. Vse te pikčaste, skoraj fluorescentne barve, kot so rjava, črna, skoraj kot kamen, in zlili se bodo s kamni. In ko mimo priplava riba, se prikradajo ven, jo zgrabijo in se običajno hitro umaknejo nazaj. Odrezali bomo majhen del. Sploh ne vem, kako se bom tega lotil, ampak kar začnimo. Samo sledil bom vzdolž trebušne votline. Poglejmo, kaj je jedel. Njegov želodec je precej prazen. Nima veliko v sebi. Vzel mu bom le malo mesa tukaj pri repu in to bo naša hrana. Poglejmo, kako izgleda to meso. Je sluzasto, skoraj kot maščoba. Koža mora biti debela približno milimeter. Poglej tukaj, ravno smo odrezali kos te murenine. To je zagotovo najbolj nenavaden kos mesa, kar sem jih kdaj videl pri tej zveri. Imamo ta kos mesa. V redu, to bomo shranili in dali v vedro, to bomo dali kapitanu. Navdušen bo. Nimam pojma, kakšen bo okus, ampak poskusiti moramo. Gremo. To bo kadilo. Trust Kate. Popple no. To bomo dali naravnost na ogenj. Oh, wow, človek. In to je ena izmed najbolj norih, najbolj eksotičnih živali sploh, fantje. Na zadnji dan nam je uspelo. Poglej to. Imamo nekaj jegulje na žaru, držimo pesti. Naši stranski nosilci se ne vnamejo, sonce zahaja za obzorjem po še enem norem dnevu, mi pa čakamo, da se naša jegulja skuha. Fantje, nekaj posebnega je, da lahko tukaj na teh otokih ulovimo si obrok, še posebej tako lepo jeguljo in ga delimo z lokalno skupnostjo. To jim res veliko pomeni. In to je tisto, za kar gre tukaj. Ognji na plaži. Jaz in vi, fantje, juhu, prav zdaj si prvoščimo ogromno mureno. Nihče ne zmore, tako kot mi, draga. Gremo. V redu, naš obrok je pripravljen, prišel je čas, končno imamo nekaj mesa. Poglejte našo mureno tukaj. V redu, to bomo odrezali, vzeli bomo kos mesa. Poglej to, ima plast maščobe kot svinjina. Tam je, prav tam. Kos murenine. To je bil eden najbolj norih izzivov doslej. Prav, spravimo to dol. Je zelo masno, skoraj kot svinjina. Res je noro. O moj bog. Ampak okus je dejansko res, res dober. Wow, kdo bi si mislil, da jegulja okusa tako dobro? Res zelo masno, veliko bolj masno kot ribe, ampak zagotovo bom poskusil še nekaj tega mesa. 100%. To je bil eden najbolj norih izzivov doslej. Če vam je bil ta všeč, prosim, pokažite svojo podporo, všečkajte in se naročite. Več videov je tukaj, se vidimo v naslednjem divjem videu. Veliko ljubezni. Ši! Huu!